Pozdravljeni! Člani občinskega odbora Desus Ormož so si tudi letos pripravili tradicionalno srečanje in prijetno združili s koristnim. Seveda so takšna srečanja priložnost tudi za konstruktivne debate, ko se mirno, hote ali nehote izoblikujejo mnenja in se napravi kakšen pomemben zaključek. Člani Desusa so ljudje s številnimi delovnimi in življenjskimi izkušnjami, na katerih želijo graditi politiko naše države. Predsednik občinskega odbora Mirko Novak pravi: Najlepša hvala kabelski televiziji in vama seveda obema, da sta se odzvala našemu vabilu na današnji naš občni zbor, ki je nekako v nadaljevanju potem tudi srečanje članov in, kot radi rečemo, piknik. Na izvršnem odboru občinske organizacije Desus smo se tako odločili, da dve stvari opravimo v enem dnevu, čeprav imamo prakso, da se z našimi člani letno kar nekajkrat srečamo. Najprej vsakokrat na krajevnih odborih v začetku leta, potem na taki konferenci, potem na pikniku in po možnosti opravimo še kakšen krajši izlet. Tako da smo člani 4-krat skupaj, kjer si lahko povemo, kaj je novega, kaj se dogaja in slišimo tudi predloge članov iz naših krajevnih organizacij. Danes pa na tem občnem zboru sem seveda podal kratko poročilo o lanskem letu in pa tudi en okvirni plan dela za letošnje leto. Nekaj tega v letošnjem letu smo že opravili, in sicer po krajevnih organizacijah so bile krajevne konference, ki se jih je udeležilo, bi moral reči, praviloma preko 80% naših članov, ki so v krajevnih organizacijah. Naslednje, drugo, kar je, smo danes tukaj na tej konferenci, kar je bil drugi sklep. Tretji, da pripravimo ta piknik v nadaljevanju. Potem pa smo seveda danes tudi zastavili nekako eno smer priprav za volitve. Mi se bomo morali odločiti v kratkem, ali predlagati koga za državnozborske volitve, kakšnega kandidata. Vsekakor pa bomo do konca novega leta pripravili kandidate za volitve v naših 3 volilnih okrajih, za občinski svet in pa potem tudi kandidate za svete krajevnih skupnosti. To bo seveda, bi rekel, osrednja centralna naloga v tej drugi polovici leta. Nadalje smo seveda, to smo že slišali tudi na krajevnih organizacijah, postavili naprej še tudi zahtevo, da občinski svetniki v občinskem svetu tvorno, konstruktivno delujemo do konca mandata, tako v letošnjem letu, kot potem prihodnje leto. Prav tako smo rekli, da izvršni odbor spremlja situacijo v občini, reagira na to in pa po možnosti tudi opozarja, bi rekel, centralo v Ljubljani na probleme, ki so pri nas evidentni. Nekaj tega smo pred kratkim zapisali tudi in poslali predsedniku stranke, tako okrog kohezijskih sredstev, tako okrog problematike oskrbe, samooskrbe s prehrano, tudi navezujemo na tovarno sladkorja. Opozorili smo ponovno na to našo cesto proti Ptuju, problematiko, na zdravstveno reformo, ki, kot vidimo, je res v slepi ulici in tu bo nekaj treba storiti v relativno kratkem času, pa potem tudi okrog tega upokojenskega sklada, ki ga ta vlada ima v programu, pa pričakujemo in zahtevamo, da je Desus tukaj seveda vztrajen, da se to sprejme v tem mandatu. Tako da smo kar nekaj stvari nakazali, kjer bomo
v občinski organizaciji delali in poskušali seveda, bi rekel, tudi zahtevati, pa vztrajati, da se stvari urejajo tudi tu doma v občini, čeprav moram reči, da smo za starejše v proračunu kar dobro poskrbeli, predvsem pa, da se bodo začele uresničevati nekatere stvari iz programa vlade, ki se neposredno tangirajo tudi nas starejših, pa predvsem tudi naše občine. V ormoškem občinskem svetu sedijo 4 svetniki iz vrst stranke Desus in so pomemben člen vodstva, ki sooblikuje politiko domače občine. Po občnem zboru so se zbrani posvetili druženju ob skupnem kosilu. Bil pa je tudi čas za sprostitev ob zvokih domačih muzikantov. Po 11 letih bomo v Sloveniji spet pridelovali sladkorno peso. Gre za prvih 75 hektarjev namenjenih tovarni sladkorja v Virovitici. Letina bo odlična. Zadruga Kooperativa Kristal, ki združuje kmete, ki so zainteresirani za setev sladkorne pese, je bila organizator ponovne setve sladkorne pese na slovenskih poljih. Pesa lepo raste, pridelek bo zadovoljiv. Ja, zadnja je bila seveda na naših poljih prisotna v večjem obsegu, seveda leta 2006, tako da je to danes 11. leto, kar smo do te poljščine nekako organizirano prišli nazaj. Tako da in tudi posevki, ki so razporejeni po Dravski in tudi v Pomurju ter v Prlekiji, kažejo dobro, tako da je napoved, da je mogoče neko daljše obdobje brez pese, danes tudi rezultat, da se lahko pričakuje tudi solidna jesen. Torej lahko bi rekli, da so jo naša polja kar dobro spet nazaj sprejela. Kot vidimo, posevek je odličen, rase, debela bo. Ja, res je. Tisto, kar se je pa v teh letih seveda spremenilo, razen tega, da pese ni bilo, je sedaj tudi nekaj novih spoznanj, kajti vemo sedaj iz tega, kar so nam naši poslovni partnerji, kupci pese, seveda tudi nekako svetovali, da je sprememba v gostoti posevka, da je seveda sortni izbor se nadgradil, da temu tako rečem, je seveda želja, da pesa ni tako, da rečem debela, vendar je zaželeno je imeti ob spravilu čim več, se pravi nekje do 100.000 korenov, tako da je potem poškodb in vseh izgub pri spravilu pese posledično manj, zato je tudi potem pa tudi obdelava te pese v tovarni lažja, tako da je to ena od seveda teh razlik. Nekaj novih stvari pa tudi pri zaščiti, ki se bistveno nekaj ni spremenila, vendar so razlike, ki so jih seveda spoznali in dognali v teh letih. Tako da je za nas tudi, kljub temu, da smo bili pridelovalci pese v preteklosti, je nekaj novih stvari, novih izzivov in novih pristopov. No, vsekakor pa vas vsi ti novi pristopi, ta nova dognanja, spoznanja 11 let najbrž niso prestrašila vseh vas, ki ste se torej letos odločili znova zasejati sladkorno pes. Ne, nasprotno. Kajti zanimivo je to, ker smo zaradi vsega, kar je bilo potrebno storiti prej, da se je do take organizirane predelove lahko prišlo in se podpisalo pogodbo z eno od tovarn, je bilo potrebno seveda organizirati neko pravno obliko in to je zadruga. In kar je zanimivo, da je v tej zadrugi več kot polovica mladih kmetovalcev, ki verjetno pa za samo peso takrat ni kaj dosti imelo opraviti, ne. Tako da so mladi izgleda pripravljeni na nove izzive in že ta letošnja pomlad zelo vroča in sedaj poletje, ki se od včeraj naprej nadaljuje, seveda nakazuje in bo dalo
mogoče tem trditvam, da pesa prenese bolj stresna obdobja kot ostale kulture, se pokazala kot mogoče pravilna. Dajmo pa se presenetiti, ne, in seveda želimo pa, da bi seveda vse kulture obrodile na naših poljih solidno, kajti sami vemo, da je pritisk na cene non-stop navzdol, tako da lahko samo dobra letina seveda daje neko garancijo za nadaljevanje in vztrajanje v kmetijski pridelavi. No, koliko vas je tistih pogumnih letos, ki ste se torej odločili za ponovno, da ste ponovno zasejali sladkorno peso, na kolikih površinah raste? Teh pogodbenih partnerjev, da temu tako rečem, je 36, je pa zasejane nekaj več kot 75 hektarjev pese, kar pa smo že ugotovili, da tudi zaradi tega, da želimo pač nekako nadaljevati tudi strokovni del in podporo tem pridelovalcem, in glede na to, da nimamo še nobenega zaposlenega, je to kar zahtevna naloga. Želja pa seveda je, kot smo bili prejšnji teden tudi na obisku v tovarni Viro, da za naslednje leto vsaj podvojimo te površine, je potem pri nas tudi jasna želja, da bo potrebno tudi nekako vključiti neki kader, ki bo spremljal te posevke, tudi, kar sedaj tudi že počnemo, vendar je to vse bolj pro bono, da tako rečem, in v želji, da bodo ti, ki so letos stopili v to zgodbo, zadovoljni. Seveda pa, da bodo tudi svetel primer ostalim, kajti želja in zadruge in odkupovalca, predelovalca te pese je, da povečamo te površine. Bo pa se seveda pokazalo pri obračunu, ne, kako sladek ali grenak bo ta nasmeh ob novem letu. Čestitke, gospod Mirko, samo tako naprej. Hvala za vašo odzivnost in seveda tudi to je lahko en prispevek k uspešnemu sodelovanju med, da rečem tako, zadružniki, kakor tudi ostalimi zainteresiranimi, ki živimo od seveda predvsem hrane. Gotovo bo pridelava sladkorne pese kmalu naletela še na večje število zainteresiranih, če bo le držala sedanjo ceno. Letos bodo za tono od tovarne sladkorja Viro Virovitica prejeli približno 36 € za tono. Hrvaško podjetje pa bo samo poskrbelo tudi za prevoz z njiv. Prostovoljno gasilsko društvo Ormož in Gasilska zveza Ormož sta minuli konec tedna pripravila drugi tabor gasilske mladine. Tabor je potekal ob ormoškem ribniku. Ormoški gasilci so v sodelovanju z Ormoško gasilsko zvezo tabor za svoj podmladek pripravili po vzoru nekaterih okoliških gasilskih društev. Letos je bil drugi tabor, udeležencev pa je bilo kar za tretjino več kot lani. Ja, letos je prisotnih 63 otrok iz 7 različnih društev, in sicer Ormož, Miklavž, Podgorci, Senevci, Manjkovci, Hardek in pa Ključarovci pri Ormožu. No, glede na število otrok se zdi, da se je torej tabor kar prijel, glede na to, da je šele drugi. Ja, že lani smo potihem namignili na drugi tabor. Letos se je realiziral oziroma se trenutno realizira. Veseli nas, da se je v bistvu število povečalo kar za 20 otrok, tako da upamo, da bomo šli tako naprej, ne, vsako leto. No in kako te tabornike vzgajate tukaj na dvodnevnem taboru? V gasilskem duhu ali si še privoščite kaj drugega? V bistvu so same teme so nekako prilagojene bolj ali gasilski smeri ali pa na področju samega reševanja. Do zdaj so imeli včeraj preživetje v naravi, v bistvu kako se znajte, če kje bi ostali sami, ampak nam ga je zagodlo vreme, tako da smo morali prekiniti vse skupaj pa se preseliti v prostore PGD Ormož zaradi varnosti otrok, ker je res bilo hudo neurje. Danes zjutraj smo bili že v bistvu doli spodaj na gasilskem poligonu, kjer so pogledali v bistvu gašenje z peno, potem so gledali
Ogled je bil gašenja v drugem nadstropju, pristop gašenja in vse ostalo. Potem so letos gasilci PGD Ormož spet pokazali v bistvu reševanje v primeru prometne nesreče, ker v bistvu je kar razlika med otroci. Cirka 20 je mogoče enakih kot lani, ostalih 40 pa je v bistvu na novo letos zraven. In pa zadnja naloga v bistvu spodaj je bila ogled v bistvu spusta po vrveh iz stolpa. Koliko vas skrbi za 63 otrok? Izmenično okrog 15 do 18 odraslih, zdaj to je tudi zraven kuhinja, v bistvu vsa priprava hrane, pa potem nadzorni mentorji, sami skupina, pa v bistvu gasilci, ki so izvajali ali izvajajo aktivnosti, ki so po programu. Prihodnje leto se nam tudi obeta takšen tabor? Zanimivo vprašanje, no. Jaz upam, da se bo. Mogoče celo na kakšni drugi lokaciji, zdaj smo že tukaj drugo leto, še je kar nekaj primernejših lokacij, pustimo odprto, ne? Vse se zna zgoditi. Tako da se je dogajalo, sploh pa so mladi gasilci ves čas bili aktivni, tako ali drugače. Ob našem obisku je bil čas za odmor v senci, ob hladnih napitkih in družabnih igrah, ter za pogovor. No in kaj ti je najbolj všeč od vsega, kar se tukaj dogaja? Da se veliko igramo in spoznavamo nove stvari. Kaj si se naučil, kar se tiče gasilskih veščin? Veliko. Si videl, kako se rešuje ponesrečence z avtomobila? Ja. Se ti zdi zanimivo? Boš postal gasilec, ko boš velik? Ja. Zakaj se ti zdi fajn biti gasilec? Ker je dobro reševati druge ljudi. To pomeni, te bo veselilo reševati in pomagati. Ja. Prihodnje leto tudi prideš na tabor? Ja. Si spoznal kakšne nove prijatelje? Ja. Z katerih društev so recimo? Z društva. Dobro, z katerega kraja? Z Velika nedelja. Pa z Ormoža, ne? Ja. No in kako ti je všeč na taboru? Si prvič letos tukaj? Ja. Ja, in kako ti je všeč? Zdi se mi v redu, samo včeraj je bila nevihta. Te je bilo kaj strah? Malo. Malo, ne? In kaj si se naučila od gasilskih veščin na tem taboru? Da si včasih tudi moramo sami priskrbeti pač hrano, pa da ne smemo vsake vode piti, ki jo vidimo. Točno, ja. Si spoznala kaj novih prijateljev tukaj? Ja, sem. Od kod pa so? Iz Ivankovcev, pa iz... Tudi nekaj sem jih spoznala iz Ormoža. Boš prihodnje leto spet prišla? Ja, Boš postala gasilka, ko boš velika? to pa še ne vem. Kaj pa misliš, zakaj je fajn in lepo biti gasilec? Zato, ker tudi dobiš nekaj priznanj včasih, pa se tudi nekaj naučiš. Mladi taborniki, stari od 7 do 14 let, za katere je skrbelo od 15 do 18 mentorjev, so v taboru preživeli 3 dni in 2 noči. In se naučili kar nekaj novega, sploh pa je za njimi še ena dragocena izkušnja. V teh dneh bo stekla analiza tabora, potem pa enkrat odločitev, ali bodo s takšnimi tabori nadaljevali ali ne, so povedali gasilci. Če bodo, pa bo tabor najverjetneje na kakšni drugi lokaciji, odvisno od organizatorja znotraj Gasilske zveze Ormož. V Svetem Tomažu imajo od sobote turistično-informativno pisarno, ki predstavlja dobrodošlo pridobitev v smislu spodbude razvoja turizma v občini. Otvoritev je bila minulo soboto. Turistično društvo Sveti Tomaž je v podpori domače občine odprlo turistično-informativno pisarno, ki se nahaja v prostorih obnovljene domačije dr. Stanka Cajnkarja v Savcih 65. Slavnostna otvoritev turistične pisarne je bila v soboto popoldne v okviru občinskega praznika. Kulturni program je pripravila Blanka Kosi Ravšl
in vanj vključila domače recitatorke in recitatorje, ljudske pevke in violinistko Meto Ivanuša. Kot gostje so nastopili člani trobilnega kvinteta glasbene šole Ormož pod vodstvom Slavka Petka. Zbrane sta pozdravila župan Mirko Cvetko in predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja. V imenu domačega turističnega društva pa je spregovorila Blanka Kosi-Ravšl. Pisarna je plod dolgoletnih prizadevanj Tomaževčanov, da v svojo mlado občino pripeljejo čim več turistov in organizirano poskrbijo zanje. Zavedajo se namreč, da je v turizmu prihodnost, sploh pa, ker ima turist v občini Sveti Tomaž kaj videti in doživeti, če se ga le pravilno usmeri. V pisarni bo zaposlena domačinka Blanka Kosi-Ravšl, ki svoje poslanstvo jemlje kot velik izziv. Prepričana, da se v občini v smislu razvoja turizma obeta lepa prihodnost. Glavni namen je pridobivanje turistov, potem trženje turistične ponudbe, promocije turistične in pa seveda, kot sem že prej uvodoma omenila, da bi si pridobili čim več turistov in da bi potem ljudje ponesli dober glas o naši občini naprej in bi se radi vračali v našo občino, ter seveda, da bi ljudje širom Slovenije in tudi drugod spoznali naše lepote, naš bogat kraj. Predvidevam, da ste si zadali zelo težko nalogo. Mislite, boste kos? Ja, naloga je težka, to se strinjam, čisto res. Tudi moram reči, ker pač čisto vse od začetka, veliko je ciljev, veliko je želja, veliko je vsega, kar bi rade, ne. Jaz se bom potrudila po najboljših močeh, upam, da mi bo uspelo, bomo pa to videli v prihodnje. In kako bo turistična pisarna delala, kdaj bo odprta? Ja, zdaj zaenkrat sem tudi zaposlena za 4 ure, tako da bo pisarna odprta čez teden, v ponedeljek, torek, četrtek in petek v dopoldanskem času, nekje od 9 do 12 in pa v sredo popoldan, 3 do 6, nekaj tak. Torej vsi tisti, ki se bodo želeli pozanimati o turistični ponudbi občine Sveti Tomaž, bodo prišli potrkati na vaša vrata. Seveda, potrkati bodo lahko prišli na naša vrata. Zdaj tudi v ponedeljek bo začela delovati spletna stran, kjer bodo tudi drugi kontaktni podatki, telefonske številke, maila in tako dalje, tako da tudi preko tistih nas lahko kontaktirajo. Seveda pa smo tu v pisarni, tako da sem lahko pridajo. No, boste sodelovali tudi s kakšnimi turističnimi agencijami ali boste prodajali samo ponudbo z tega domačega konta? Ne, v bistvu se želimo povezovati, tako da zdaj v prihodnjih mesecih si želimo nekako navezati stik, seveda najprej z lokalnimi domačimi, potem pa tudi širšimi, da bi seveda se povezali in tudi druge lokalne stvari prodajali in pa seveda tudi naš kraj predstavljali širom po Sloveniji, ne? Tudi na agencijah in pa tako dalje. Ne? To pomeni, da lahko pričakujemo tudi kakšne programe, ki boste jih ponujali, torej Sloveniji in seveda tudi čez mejo. Ja, seveda to je zdaj v našem načrtu, se pravi zdaj v naslednjih mesecih bi začeli, da priredimo te programe. Seveda je to potrebno zdaj vseeno od začetka vzpostaviti neko tisto realno stanje, tako da ja, seveda, programe bomo seveda pripravili in jih potem seveda tržili tudi po naši okolici. Ne. Veliko posluha za idejo turističnega društva je imela domača občina. Ideji je ponudila tudi vso podporo. Ja, poglejte, ko smo v lanskem letu odpirali obnovljeno Cankarjevo domačijo tukaj na tem mestu, smo že takrat dali vedeti, da ne vidimo te domačije samo kot spominsko hišo, ampak v prvi vrsti želimo, da v tej hiši naredimo tudi neko zgodbo, ki se bo znala tudi nekako predstavljati izven te naše vasice Vesavci, se pravi za našo celotno območje, občine Sveti Tomaž in pa tudi preko naših meja. No in rezultat vsega tega je ustanovitev te naše turistične pisarne, ki z današnjim dnem tudi uradno pričenja delovati z enim samim namenom, da se začne na turističnem področju v naši občini dogajati, da naredimo dobro turistično zgodbo in da jo bomo znali v prihodnje tudi dobro prodati.
Koliko je stalo to vse skupaj, da ste spravili v življenje, v pogon to turistično pisarno? Kar se tiče stroškov, so bili pravzaprav samo stroški za telekomunikacije in pa opremo pisarne, vse ostalo je bilo že kot soba narejeno, tako da velikih vlaganj ni bilo, cirka 5 do 6 tisoč evrov. Drugače pa smo v ta namen zaposlili tudi delavko, ki je naša domačinka, za polovični delovni čas, vse v začetku, bomo videli, kako bo zadeva v nadaljevanju. Vsekakor bo dela več kot za pol delovnega časa, ampak seveda se stvar mora prijeti, potem pa bomo se sproti odločili, kako in kaj. V glavnem verjamem, da se bo z profesionalno izbiro posameznika, osebnosti, ki bo začela delovati izključno na turističnem področju, stvar bistveno premaknila. Namreč jaz vedno trdim, volonterska stvar je dobra, je vsekakor na mestu, ni pa to. Če hočeš iz tega nekaj več, če hočeš imeti neko dodano vrednost, ki bo na skupnem imenovalcu prineslo boljše in pa kvalitetnejše rezultate. Vsekakor je turistično-informativna pisarna, ki so si jo umislili v Svetem Tomažu, odličen začetek in vzpodbuda vsem, ki verjamejo, da je v turizmu bodočnost. Sedaj pa med šolarje. Na osnovni šoli Stanka Vraza Ormož se vedno kaj zanimivega dogaja. Med številnimi dogajanji je pred kratkim potekal tudi zaključek projekta Stopimo v pravljični svet, ki ga izvajajo skupaj z ormoško knjižnico Franca Ksavra Meška. Projekt Stopimo v pravljični svet so na osnovni šoli Stanka Vraza skupaj z ormoško knjižnico izvajali že 4. leto zapored. Zaključek je bil še en prijeten dogodek. Ja, tudi ta dogodek zelo doprinese k življenju in delu na naši šoli. Tukaj nam je v prednosti socialna vključenost, zato ker se zelo trudimo, da so naši učenci torej v okviru inkluzije tudi socialno vključeni, ne da jim samo mi pripravimo učno okolje, ampak da tudi pridobivajo ustrezne stike iz okolja. Naša učenka, torej kot ste lahko slišali, se redno vključuje v delo v knjižnici. To pomeni, da lahko tudi pri sebi odkriva delo v svoje delovne področje, torej vzpostavlja stik z delodajalci, z uporabniki. To pomeni, da lahko pridobiva delovne spretnosti. Zelo bi si želeli, da to ohranimo, ker tudi s projektom, v katerega smo se zdaj vključili, želimo tudi za ostale učence, ki bodo zaključevali naše šolanje, čim bolj vključevati v socialno okolje na vse možne načine. Tako je sodelovanje s knjižnico korak k cilju, ki ga omenja ravnateljica. Zaključek šolskega leta je tako bil tudi priložnost, da knjižnica sodelujočim šolarjem podeli priznanja za sodelovanje. Čast, da podeli priznanja, je pripadla gusarju Bertu, novemu prijatelju osnovne šole Stanka Vraza. A boš prebral? Priznanje za sodelovanje. Do sodelovanja med šolo in knjižnico je prišlo slučajno, pravi koordinatorica projekta Andreja Resman. Čisto po naključju se je zgodilo ob enem obisku v knjižnici pred 4 leti. Sem pristopila do knjižničarke Leonide Šumenjak in sem jo vprašala, če bi ona lahko malo bolj aktivno z nami sodelovala. Bila je takor pripravljena in torej pred 4 leti se je pričel naš projekt, ki se imenuje Stopimo v pravljični svet. No in kako je potem to bilo v realnem življenju? V realnem življenju to izgleda tako, da se enkrat na mesec srečujemo, torej obe skupini posebnega programa naše šole, s knjižničarko Leonido in tudi s njeno sodelavko Nino. Po zadnjem času pa se nam je pridružila še prostovoljka Marija. One nam vedno pripravijo knjižnično uro, ali je to pravljica, ali je gledališka predstava, ali je lutkovna predstava. In potem še učenci poustvarjajo in vsi se zelo, zelo veselijo teh srečanj v knjižnici. Ste običajno torej vi iz osnovne šole Stanka Vraza odhajali v knjižnico?
Potem smo se v naslednjem letu dogovorili, da bi bilo prav, da one tudi pridejo k nam, torej da se predstavijo tudi tukaj in tudi še ostalim učencem. In tako je to sodelovanje steklo tako, da so v zadnjih 2 letih knjižničarke pripravile 2 igrici za celotno šolo. Leonida, pa Nina in pa tudi Marija pa so prihajali, mislim, da v tem šolskem letu, da je to zdaj 3. srečanje, ki ga imamo pri nas na šoli. No in kakšen je pravzaprav namen tega sodelovanja? Odpiranje v okolje. Predvsem to, da se mi pokažemo zunaj, izven šole, da smo v vsakem primeru pa tudi izobraževalni pomen, torej da ljudem približamo, da našim učencem približamo knjigo, da se to zgodi na drugačen način, kot ga mi običajne učiteljice uberemo. Knjižničarka Leonida je tista, ki to zna zelo, zelo dobro napraviti. Tudi Leonida se začetkov sodelovanja s šolo Stanka Vraza dobro spominja. Omeni pa tudi skrivnostno donatorko, ki na vse načine podpira projekt, da se lahko tako dobro izvaja. Iz osnovne šole Stanka Vraza so že v gradu v knjižnico lepo pridno obiskovali in takrat je šlo za taka redka srečanja. Potem pa se je naše sodelovanje poglobilo in dogovorili smo se, da se bomo srečevali vsak mesec. In to je potem sodelovanje šlo čedalje globlje in vezi so postale tesnejše in tako je prišlo tudi do tega, da nas je tista gospa, ki je naša donatorka, opazila in danes smo tukaj na takšnem veselem zaključnem srečanju. No, zanimivo je to, ta vaša donatorka konkretno samo podpira ta vaš projekt ali je tudi nasplošno tako velikodušna, kar se tiče knjižnice? Kolikor jaz gospe prej nisem poznala, razen da je naša uporabnica. Sedaj, ko pa sva sodelovali in sem jo boljše spoznala, pa moram reči, da ima res veliko srce. No, kako pa so ta vaša srečanja potekala? Recimo, to so bila, predvidevam, 1-urna srečanja. Približno 1 uro so trajala, ja. Vedno smo se dogovorili za neko tematiko in potem v okviru tega sem se odločila, ponavadi, ker imajo otroci zelo radi lutke, sem uporabljala lutke, vsekakor pa vedno s knjigo, ne? Se je navezovalo na knjigo, potem pa vključevala lutke. Za sodelovanje sem prosila tudi zunanjo sodelavko Marijo Krajnc, ki je sedaj upokojena in se z veseljem. So pa na osnovni šoli Stanka Vraza ponosni še na en projekt, ki ga imenujejo Inkluzija. Gre za vključenost ljudi s posebnimi potrebami v različna delovna okolja. Moram še omeniti en projekt, ki tudi poteka letos 2. leto. Torej naslednje leto se nadaljuje, pravkar je direktorica obljubila, da bo šlo. To je pa projekt Inkluzija v delovno okolje. V okviru tega projekta se pa učenka Tamara Korotej vsako sredo odpravi v knjižnico, kjer jo tudi sprejme knjižničarka Leonida in potem tam one 2 delata po načrtu, ki sta si ga v začetku leta naredili. Torej Tamara pomaga pri zlaganju knjig, se kaj pogovarjata. Potem Tamara včasih tudi se pogovarja s obiskovalci knjižnice, prebereta kakšno zgodbo, vsakokrat si pa Tamara izposodi kakšno knjigo, ki jo potem naslednji dan učencem prebere in seveda o svojem delu vodi dnevnik. Mogoče bi Tamara kaj več želela povedati o tem projektu. Meni se zdi to zelo, zelo pomemben projekt. Torej, inkluzija v delovno okolje, inkluzija nasplošno v okolje je za naše učence zelo pomembna. In mi na šoli se vsi trudimo, da bi bilo tega več, da bi nas ljudje želeli med sebe sprejeti, da bi nas bolje spoznali in da bi nam omogočili, da smo lahko večkrat del običajne družbe, kot nažalost zdaj smo. Ti torej odhajaš v knjižnico redno na obisk? Ja. Kako to poteka, kolikokrat recimo? Enkrat na teden ali enkrat na mesec? Enkrat na teden. No in kako dolgo ostajaš v knjižnici? 1 uro. No in kaj tisto 1 uro delaš? Pospravljam knjige, revijo kakšno pogledam, kakšni gen kako spijemo za Nido, pa kaj pogledam. Si vzameš tudi kakšno knjigo za domov? Tudi.
tudi. In potem bereš doma ali tukaj v šoli s sošolci? Tu berem s sošolcem, pa doma tudi. In ti je fajn to? Ja, fajn je. Rada greš, bi delala ti v knjižnici? Bi. Te veselijo knjige in to? Ja, veselijo me. To pomeni, da si rada zraven, da imaš rada ta projekt. Ja, rada imam ta projekt, ja. Verjetno ni slučajno padla v knjižnici odločitev, da na takšen način sodelujete s osnovno šolo Stanka Vraza. Nekako knjižnično dejavnost organiziramo res za vse vrste uporabnikov, od tistih najmlajših predšolskih do starejših. Posebno skrb pa moramo posvečati tudi uporabnikom s posebnimi potrebami, ne? In zelo prav je, da so naši pogosti obiskovalci v okviru našega bibliopedagoškega programa tudi učenci osnovne šole Stanka Vraza. S svojo prisotnostjo nas res vedno razveselijo, s svojo spontanostjo nam dajo nek navdih, da resnično lahko nekako knjige predstavljamo tudi njim, predvsem te pravljice, uganke in tudi druge knjigice, pripravljamo za njih tudi predstavico, kdaj, kakšno zunanjo izvajalko, ravno tako. Veseli smo pa tudi tiste pomoči, o kateri smo danes že govorili. Radi sprejmemo Tamaro, pomaga pri pospravljanju, vedno nas tudi razveseli, kaj pove, tako da smo jih resnično veseli in se veselimo tudi naslednjega šolskega leta, kjer bo v okviru naših bibliopedagoških uric vsak mesec rezerviran tudi čas za nje. Tako da že jesen vsem skupaj prinaša nove skupne izzive in nova prijetna druženja. Podružnična osnovna šola Podgorci je za šolarje cele velikonedeljske osnovne šole, ki so brali za bralno značko, pripravila igrico Čarovnik iz Oza. Podgorske šolske gledališčnike smo obiskali tik pred nastopom. Na osnovni šoli Velika nedelja s podružnico Podgorci je minulo šolsko leto za Meškovo bralno značko bralo oziroma tekmovalo kar 140 učencev. Na razredni stopnji je bilo 95 učencev, na predmetni pa 45. Vsi bralci so si za nagrado v Podgorskem domu kulture ogledali igrico Čarovnik z Oza, ki so jo pripravili učenci in učitelji podružnične osnovne šole v Podgorcih. Mlade igralce smo obiskali tik pred nastopom. Osnovne šole Podružnice Podgorci. A tako, in danes imate igro. Ja, Kakšno igro imate? Čarovnik iz Oza. Je to težka igra, zanimiva igra? Ja. Kakšna pa je tvoja vloga v tej igri? Mezinka 1 pa mezinka 3. In je to težka vloga? Malo. Ti pa si zagotovo čarobnica, pa najbrž ne hudobna. Ja, prijazna sem. Je več prijaznih kot hudobnih čarovnic v tej igri? Ja, 2 prijazne pa 1 hudobna. Kakšna pa je tvoja vloga? Moja vloga je župan. Kaj pa je naloga župana v tej igri? Doroteji se zahvalim in ji pokažem potrdilo. Aha, kaj pa je tvoja vloga? Pa je, da sem hudobna soseda. Spet hudobna soseda, torej je še kakšna prijazna soseda? Ne, samo hudobna. In kaj ti narediš, Doroteji, da si hudobna? Huda sem na njo, ker pes podi mojo mačko. A tako, in tvoja vloga? Ti pa si je neki grozni žival. Jaz sem lev, In naloga leva v igri je? da se boji vsega. A lev se boji vsega? Ja. Si na strani Doroteje ali hudobnih čarovnic in drugih? Doroteja. Kaj pa ti predstavljaš? Pločevinka. Pločevinko? Kakšna lepa oprema, kdo pa ti je izdelal to opremo? Mama in ata. Mama in ata. Lepo, krasno izgledaš. Imaš kaj straha, je kaj treme? Ja. Aha, ti imaš kaj treme? Ne, ja. Seveda, trema je čist nekaj normalnega, ne? Kaj pa ti predstavljaš? Strašila. Ti si na strani Doroteje ali? Doroteja. In kakšna je tvoja vloga? Kaj vse v igri delaš? Ja, ne vem, pač.
Plašiš vrane? Preplašam vrane, pa nimam možganov. Nimaš možganov? Samo na mestu možganov imam. Hvala. In tvoja vloga, katera je? Jaz sem vratar, ki čuvam čarovnika, da ne nekdo samo tako pride notri. Torej, vratar, čuvaj. Ti imaš kaj treme? Ne, jaz sem že punokrat nastopal, pa nemam več treme. Bravo, čestitam. Kaj pa ti? Si že nastopala večkrat? Ne. Kaj pa si ti? Upam, da nisi zlobna čarovnica po izgledu, ali si? Prijazna čarovnica. No, tako tudi izgledaš, odlično. Ti imaš kaj treme? Malo. Pa če še ti nam malo razložiš, kaj sploh poteka v igri? Kaj se dogaja? Doroteja pač sanja, misli, da je resnica in pride v eno čudežno deželo, te pa pač mezinčki, ona tam zaspi, pa mezinčki malo pozdravijo, plešejo okoli nje, potli pride ta čarovnici, pa jo malo sprašujeta, potli pa ji mezinki rečeta, naj sledi čarobni cesti. Te pa tam sreča pločevinka, leva pa strašilo, potem pa se napotijo k čarovniku. In kakšen konec ima zgodba? Srečen ali žalosten? Srečen. Večina nas dogajanje v pravljici Čarovnik iz Oza dobro pozna. Govori o deklici, ki je prišla v čudežno deželo in se zelo želi vrniti domov. Tvoja vloga je katera? Doroteja. In se znajdeš v tej vlogi Doroteje? Kaj je Doroteja glavni lik te igre? Ja, je in zelo se znam s tem. Koliko vas igra v igri? Zapomniti se ne morem, ker jih zelo veliko igra. Smo šele pred igro, je kaj treme, straha? Ne. Ste že odigrali kakšno igro ali je to vaša prva igra? Smo že odigrali kakšno igro. Torej, ste kar pogumni in pa natrenirani. Ja. Kako dolgo pa ste vadili in kdo je vadil z vami? Vadila je učiteljica Silvija in kar dolgo smo vadili, tako bom rekla, od avgusta. Se mogoče tudi v prihodnosti vidiš kot igralka? Pa ne na tak fejst. V tej igri sem zlobna čarovnica Zahoda. Torej, v tej igri je več čarovnic? Ja. In katere so te čarovnice? So še dobra čarovnica severa in juga. Ti pa si kar hudobna. To je težka vloga ali lahka? Težja. Še mi poveš, kdo so drugi liki v tej igri, poleg čarovnic? Še je čarovnik iz Oza, tetka Ema, Doroteja, pločevinko, lev, strašilo, mezinčki, vrane, miške, kmetje. Super. Zdaj pa mi še povej, je kaj treme pred igro? Ja, smo veliko vadili, pa generalko smo imeli. Tako da ste pripravljeni na tako, kot je treba odigrati to igro? Ja. V prihodnosti se mogoče vidiš kot igralka? Ne. Tako so v pravljičnem svetu prepletene zgodbe številnih likov. Glavni pa so seveda deklica Doroteja in njeno spremstvo na poti, plašen lev, pločevinko in strašilo, ki utelešajo 3 zelo dragocene človeške lastnosti, kot so pogum, modrost in sočustvovanje. Obstajajo pa tudi čarovnice, ki predstavljajo sile dobrega in zla. Pravljica je iz daljnega Kanzasa prestavljena v naše vaško okolje, kar je posebnost pravljice.
nič ne de. Tudi iz katere naše vasi se v domišljiji lahko odide daleč v stran. Nič manj kot drugod po svetu se tudi od tukaj lahko hitro pomešamo med dobro in zlo. In si iz tujega, neznanega sveta želimo tako zelo nazaj, kot si je želela Doroteja. Scenarij za igro je pripravila učiteljica Silvija Cvetko Stolec. V igrici pa so, kot je povedal ravnatelj Anton Žumbar, sodelovali vsi učenci in vsi učitelji podružnične šole Podgorci. Nedolgo nazaj je bil čas valet. Dogodek, ki je za devetošolce velik mejnik v življenju. Zraven smo bili na valeti v Ormožu. Valeta je pomemben del slovesa od osnovne šole, hkrati pa za devetošolke in devetošolce edinstvena prireditev njihove mladosti. Tako se povsod po osnovnih šolah potrudijo, da bi bil valetni ples kar se da slavnosten in vesel. V družbi sovrstnikov, učiteljev in staršev je dogodek še prijetnejši. Priprava na valeto je navadno tudi ena izmed redkih priložnosti, da se mladi v družbi svojih vrstnikov naučijo plesnih korakov. Del valete je namreč vedno slavnostni ples. V občini Ormož je letos v 4 osnovnih šolah osnovno šolo zaključilo 97 mladostnikov. Od tega jih je na osnovni šoli Ormož bilo 39. Največji izziv za vse pa ostaja prehod v srednjo šolo, nove poti in nova okolja. Predtem pa seveda še dolge, brezskrbne počitnice. Tudi tem bi veljalo zaplesati na pot.
teden pred zaključkom šole so si na osnovni šoli Ormož priredili naravoslovni dan. Še en učni dan o naravi in z njo. Narava je kot debela odprta knjiga, iz katere se lahko veliko naučimo. Zato so ormoški drugošolci raziskovanju narave posvetili kar nekaj šolskih ur. Minuli teden pa so si pripravili naravoslovni dan in se odpravili enostavno na teren, do Lešniškega potoka. Naravoslovni dan se je v bistvu začel v učilnici, kjer so drugošolci še enkrat natančno preverili zadane naloge in se nanje s pomočjo učiteljice Maje Korban teoretično pripravili na raziskovanje v naravi. Razdelili so se v skupine in se pogumno odpravili na pot. Šele na cilju, kar pomeni ob Lešniškem potoku, se je začelo pravo raziskovanje. In to je bilo pravo doživetje, sploh pa konkretna učna ura iz poznavanja narave. Nad nepričakovano aktivnostjo, zavzetostjo in predanostjo svojim nalogam je nad šolarji bila navdušena tudi učiteljica sama. Ja, danes se na osnovni šoli Ormož dogajajo pestre stvari, kajti ravno se približuje konec šolskega leta in smo se nekako odločili, da si te zadnje dneve v šolskem letu popestrimo. Zato imamo danes drugošolce dan dejavnosti in sicer naravoslovni dan in odločili smo se, da bomo raziskovali potok. Ja, dan smo nekako pričeli v razredu, kjer smo nekako otroke popeljali, motivirali na to temo, torej na temo potok. Sedaj se nahajamo tukaj na terenu, torej praktično delo, izkušenjsko učenje, ki je za otroke zelo aktivno, pestro, zanimivo. Kakor slišite, uživajo, maksimalno raziskujejo, imajo tudi svoje naloge, delajo po skupinah, raziskujejo živali, raziskujejo rastline, merijo strugo reke, globino reke oziroma našega potoka, to še ni reka, ne? Tako da maksimalno so angažirani in dejavni. Tako da so zavzetosti šolarjev bili primerni tudi številni zanimivi izsledki. Smo našli gosenico, pajeke, pa zdaj še lovimo gosenico eno, pa to je to. Danes smo iskali različne plodove listov in smo se zelo zabavali. Ste našli tudi kakšne živali? Ja, ena skupina so našli živali, našli so tudi mi smo pa našli kačjega pastira. Rada sodeluješ pri takšnih dnevih? Zelo. Kaj pa si se še kaj drugega danes naučila? Kaki listi so, da eni so strupeni, da so eni nestrupeni, bilo je zabavno. Zelo so bili zanimivi, iskali smo z to rečjo, ki se reče lopa. Potem smo pa še šli v vodo, kjer smo gledali, kakšna je voda. Danes smo pri reke. Jaz sem za svojo skupino merila, koliko ima stopinj voda, pa smo ugotovili, da ima 19 stopinj. Iskali smo tudi kamne, če so spolzki ali težki, pa tako. Potem pa smo tudi hodili malo po vodi in raziskovali nove reči. Rada sodeluješ na takšni naravoslovni dnevi? Zelo. Danes smo prišli k potoki, pa smo našli eno žival, ki je podobna škorpijoni, pa bomo v učilnici probali poiskati po internetu, kako se reče te živali. Ste našli še kakšno drugo žival? Ja, še pajke, pa štriglavko, pa gosenico. Mali raziskovalci so se v razred vrnili polni novih dognanj in izkušenj. Del naravoslovnega dne so bila namreč tudi poročila o videnem, zaznanem in dognanem. Vi veste, kaj se potem razvija iz paglavca? Žaba. Žaba. Imeli ste še
vprašanje, kako se premikajo te živali? Kako se je paglavec premikal? Plaval. Paje? Vodni drsalec? Drsel na vodi. Bravo. Vam je všeč to raziskovanje? Bravo. Najbrž se tako uči za življenje, ko teorijo podkrepimo s prakso. Gotovo so se drugošolci marsikaj naučili, kar jim bo ostalo dolgo v spominu. Sicer pa ja, Lešniški potok je prava zakladnica živalc in rastlinja, ki bi jo bilo potrebno še raziskovati, tako da se bodo naučne ure k potoku še vračali. Za konec pa še utrink iz 14. uličnega nočnega teka, ki je potekal v petek. Kljub slabemu vremenu so organizatorji z udeležbo zadovoljni. Atletski klub Ormož je v mesecu aprilu izpeljal že 16. mali maraton, 2 meseca kasneje pa še ormoški ulični nočni tek. To je bil že 14. tek po ulicah Ormoža, ki ga atletski klub prireja skupaj z občino Ormož. Tudi letos je obveljala tradicija iz preteklosti in organizatorjem je znova zagodlo vreme. Kljub vsemu so vztrajni organizatorji izpeljali tek, na katerem je teklo 116 sodelujočih. To je bil drugi najmnožičnejši tek v zgodovini ormoških uličnih nočnih tekov. Rekord izhaja iz leta 2015, ko se je na progo podalo 121 tekmovalk in tekmovalcev. Prvi so se na progo podali najmlajši. Rojeni leta 2006 in mlajši so morali preteči en krog oziroma 550 metrov. Pri dekletih se je zmage veselila Maša Polanec pred Evo Jurkovič in Loro Krajnc. Med dečki je bil najhitrejši Lukas Vučanec, pred Janom Trstenjakom in Aljažem Janežičem. Sledil je tek na 1100 metrov. Tekmovala so dekleta in fantje rojeni leta 2002 in mlajši. Zmag sta se veselila Lina Rotar-Pavšič in Blaž Vozlič. Srebro je pripadlo Tini Gojčič in Filipu Janežiču. Bron sta si pritekla Alina Planinc in Rok Vukovič. Na družinskem teku je sodelovalo 6 družin. Najhitrejša sta bila Jure Kosi in njegov stric Franc Polič. Drugo mesto sta zasedla Rožle in Aleš Jurčec. Tretja pa družina Rotar-Pavšič v zasedbi Lina, Tin in Ivo. V teku društev je sodelovalo 7 ekip. 2 ekipi iz osnovne šole Miklavž pri Ormožu, prostovoljno gasilsko društvo Savci in Cvetkovci ter 3 kadetske ekipe rokometnega kluba Jeruzalem Ormož. Zmage so se veselile učenke in učenci iz Miklavža pri Ormožu. Savski gasilci so bili drugi, ormoški rokometaši pa tretji. Ob 21. uri je na sporedu bil glavni tek, kjer so tekmovalke tekle 4200 metrov, tekmovalci 4800 metrov. Med atletinjami je ves čas vodila Madžarka Livija Tot, ki je v Ormožu slavila že leta 2016. Čas zmagovalke je bil 14 minut 57 sekund, kar je bilo za kar 18 sekund hitreje kot leto dni poprej. V zadnjem krogu se je na drugo mesto prebila Jasmina Iljaš, katera je prehitela Bredu Škedelj. Organizatorji so finančno nagrado podelili tudi četrtouvrščeni Mateji Mlinar. Skupaj se je teka pri članicah udeležilo 24 tekmovalk. Med člani je nastopilo 35 tekačev. Dolgo časa je vodila skupina 4 do 5 tekačev. V zadnjem krogu pa je predstavo više predstavil Aleš Zver in se s časom 15 minut 18 sekund veselil lepe zmage. Aleš Zver, čestitke za prvo mesto, praktično si branil čas Slovenije. Skoraj vse so tujci pobrali. Ja, točno tako. Res sem branil čas Slovenije. Lahko vem tudi, dobro, jaz sem Prekmurec, sem doma Zodranec, tako da tudi ta okoliš bolj domači. Tako da sem vesel, ko sem zmagal letos na, lahko vem, dokaj domačem terenu. Lahko omeniš tudi, kakšna je bila konkurenca letos, pa malo opišeš tekmo. Dolgo časa je vodil Tomislav Kukec, praktično do zadnjega kroga, potem pa zanimiv finiš. Ja, jaz sem si pred tekmo gledal štartno listo. Vedel sem, da so prijavljeni 4 dobri Madžari, dolgoprogaši in en Hrvat. Vsi so tekači na dolge razdalje. Jaz drugače tečem na stezi bolj 800 tisoč pa 1500 metrov, samo se pa drugače vseeno udeležujem tudi takšnih cestnih dirk. Tako sem računal oziroma planiral, da moram samo fajn v zadnji ves čas držati ta ritem, kateri prvi 2 km ni bil prehud, kar je meni bilo idealno. Potem je tempo malo se poostril, vendar ni še vseeno za mene vredi.
Zadnji krog, pa ko sem vedel, da sem zraven, sem vedel, ker sem tekač na 800 metrov, da v finiš imam največ šans, pa da lahko s finiširam pa zmagam. S časom zmagovalnici zadovoljen? Ja, z časom sem zelo zadovoljen, saj sem šel 15 sekund hitrej kot lani, tako da super. Sem zadovoljen z to kondicijsko pripravo, ki jo imam trenutno. Sezona praktično je šele na začetku skoraj, kakšni so cilji, plani tvoji v letošnji sezoni? Ja, te sezone je res komaj na začetku, udeležil sem se trenutno že 2 tekmi na stezi, letos na 800 in 1500 metrov. Rezultati na stezi še niso ravno dobri za mene osebno. Samo poračunam, da se forma bo dvignila. Sedaj sem videl, da je baza v redu, zdaj še pa samo hitrost, pa bo sigurno 800 planiram, da bom šel pod 1,50, kot je tudi moj osebni rekord. Ja, srečno in upam, da se prihodnjič še vidimo v Ormožu. Ja, zagotovo. Hvala. Drugega mesta se je veselil Renato Bertalan, tretjega Tomislav Kukec, ki je vodil skoraj skozi celotno dirko. Četrti je bil Gabor Barabaš, peti Aron Kiš in na 6. mestu Blaž Orešnik, član atletskega kluba Ormož, ki je po teku povedal. Ja, domačo čast je branil Blaž Orešnik. Kako si zadovoljen s 6. mestom na koncu? Moram biti zadovoljen, glede na to, da sem se še pol ure pred tekom odločil, če bi sploh štartal, malo probleme z poškodbami, tako da sem zelo zadovoljen. Pa tudi dečki, ki so bili pred mano, so vajeni takih tekem, hitrejših, krajših, tako da super. Prav to me zanima, kako ocenjuješ konkurenco? Mislim, da je vsako leto v Ormožu ena boljših konkurenc, bi rekel, sploh v Sloveniji, takih uličnih tekov. Tudi iz drugih držav prijejo, dečki se vidi, da so hitri, tako da je super, super tekmo. Letos si že osvojil drugo mesto na državnem prvenstvu v Radencih. Kako je bilo tam? Kako si zadovoljen? Jaz tisto tekmo pa sem zelo zadovoljen, tudi nasploh mi bolj ležijo te daljše proge. Sploh glede na to, da je bilo državno prvenstvo, sem z drugim mestom zelo zadovoljen. To je šlo za mali maraton ali veliki maraton? Mali maraton. Imam pa v načrtu tudi v Ljubljani je državno letos veliki maraton. Če bo sreča s poškodbami, da bom lahko treniral, se bom pripravil tudi za veliki maraton. Še drugi cilji, načrti, plani do konca sezone? Glavni cilj je ljubljanski maraton, če bo zdravje državno prvenstvo veliki maraton. Od Ormožanov sta se med deseterico uvrstila še Danilo Magdič na 8. in Bojan Vozlič na 10. mestu. Kljub slabemu vremenu so z izpeljano prireditvijo bili zadovoljni tako tekmovalke in tekmovalci, kot tudi organizatorji. Tako Ivek, za nami je lahko rečemo drugi veliki dogodek atletskega kluba Ormož v tem letu in sicer 14. ormoški ulični nočni tek. Brez dežja enostavno ne gre. Ja, res ne vem, kaj nam to vreme dela preglavice. Jaz sem mislil, da tista nevihta, ki je bila okoli 3. ure, kaj je tisto mimo, pa bomo lepo imeli dirko tako, kako treba tekmo. Evo, zopet nam je zagodilo. No, je bilo boljše, kak že dvakrat, ki smo mogli odpovedati, zdaj smo vse izpeljali, pač malo v dežju, za teči je vrede, za organizacijo pa je pač malo težje. Ja, enostavno moramo biti tudi v nadaljevanju v prihodnosti trmasti, pa bo tudi vreme šlo na roko. Ja, upamo, no. Seveda, vse na prvem teku, da je bilo tisto od začetka, ki ga tudi smo mogli odpovedati pozneje, po 10. uri pa je bilo zopet zvezdnato nebo. Isto zdaj, po koncu tekme zopet lepo, tako da, tako kako se rekel, moramo biti trmasti pa vztrajati, pa bo to. Kljub slabemu vremenu pa udeležba, moramo reči, zelo zadovoljiva. Ja, res je. Udeležba je bila zadovoljiva, dobra, boljša kot lani. Jaz mislim, da sigurno, če bi bilo vreme idealnejše, še če ne bi te padavine bile, bi bilo še večja udeležba. Tako da lahko smo zadovoljni. Tisti glavni teki, lahko rečemo, da sta oba zmagovalca bila bistveno hitrejša od lanskega leta. Livija Tot, Madžarka, je slavila drugi zapored, čas Slovenije pa lahko rečemo je reševal Aleš Zver. Ja, res. Enkrat, no, se ne enkrat, že večkrat so naši zmagovali. Je pa res, da so bili časi dobre. Seveda, pri ženskah, pri moških je daleč od tistih rekordnih časov, ki so bili Kenijci, drugače pa zmaga je ostala Slovenije, ne šla na Madžarsko kot pri
ženska, ki že zdaj par let zapored Madžarke zmagujejo tu pri nas. Za leto 2017 so v atletskem klubu Ormož končali z organizacijo velikih dogodkov, kot sta mali maraton in ulični nočni tek. V letu 2018 pa vse spet na novo. 17. mali maraton in 15. ulični nočni tek. Že ob tej priložnosti lepo vabljeni v Ormož. Lepo je tekmovati, še lepše premagovati fante. Sem Anca Katrašnik, sem članica AMZS. Kaj pa vi? Članite se, tudi vi. AMZS, pravi prijatelj. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Dobar den. Ja, Micika, kaj te delaš tu? Hodi, Vinko, hodi. Tu je center ponovne uporabe. Veš, kaj vse moje obleke sem si kupila šal, jenko, bluzo, mantel, žulje. Pogledaj, kakšne lepe, pa vse samo za 10 evrov. Hodi, kaj sem tam nekaj kupila, gledaj, mantel paše. Ti vidi? Si vredi, ne? Ja, te pa tak vredi, ka sem si kufar sobom prinesel, ka ma vse to notri spravila, ha? Evo. Kje se še lahko oblečeš in obuješ za manj kot 10 evrov? Kupiš poceni posodo, porcelan, kos pohištva, vse za otroke. Oddaš stvari, ki več ne potrebuješ. In še popravile oblačil in pohištva nudijo. Vse to v centru ponovne uporabe v Ormožu, na Vrazovi 9, vsak dan med 8 in 16 uro. V CPU oddam odvečno in dobim kakovostno. To je res enkratno. Micika, gledaj, toto pohištvo je tudi na oddajo. Gledaj, kak jaz lepo, v to ti stol pošen, ha? Samo noga pa to je zmizane, ne? A ti bo, da si glih ti, veš. Novo v Ormožu, trgovina z gradbenim materialom Sejateh na Ljutomerski cesti 39. V trgovini Sejateh ponujajo vrsto kakovostnega in cenovno konkurenčnega gradbenega materiala priznanih proizvajalcev na trgih Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Avstrije. Ponujajo vse za gradnjo in dom, kompletno ponudbo elektromateriala, pleskarsko orodje, barve iz mešalnice barv, betonske in opečne izdelke, kritine, različna orodja, vodovodni ter kanalizacijski material in drugo. Ugodne ponudbe, kvaliteten material in konkurenčne cene vas bodo prepričale. Povpraševanje lahko preprosto pošljete na elektronski naslov trgovina@sejateh.si. Lahko tudi pokličete na telefonsko številko 051 250 318. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Za konec pa še povabilo k ogledu oddaje Utrip Ormoža iz arhiva.
V nedeljo bo na sporedu 40. z dne 17. julij 2001. Nova oddaja pa bo že čez teden dni. Šolarjem želimo prijetne počitnice, vsem ostalim pa naj vam dnevi do dopusta čim prej minejo. Srečno!